Mater, ta Bitcoin pa kar raste in raste, se ne ustavlja, se mogoče za malček spusti in potem gre lepo naprej. Ni meje, ki je ne bi mogel prebiti. Ali pač? Prebili smo celo 200-dnevni EMA in ga trenutno držimo kot podporo. Vprašanje zdaj je, dokot še? Dokot še lahko zraste? Lep pozdrav, z vami sem Explicit in danes vam z veseljem javljam, da je gibanje cene Bitcoina končno izrisalo jasen vzorec. Kateri je to? Dajmo se potopiti v grafe in pogledati. Pred sabo imamo Bitcoin dnevni graf. Tukaj zelo jasno vidimo, da se je začel formirati rising wedge oziroma naraščajoči klin, ki je bearish vzorec in se v večini primerov prebije navzdol. Še vedno imamo RSI bearish divergence, na katerega opozarjam že kar nekaj časa. Temu divergenceu se je zdaj s tem vzorcem pridružilo še gibanje cene, kar pomeni, da je zdaj treba postati pozoren na to. Zdaj, dokot lahko še zrastemo? Zgornja stranica tegale vzorca kaže, da lahko dosežemo tudi 50.000 in več. Če pa ta vzorec prebijemo navzdol, nas potem čakajo meje 39.000 in pa tam nekje 36.000. Na 39 je tudi Fibonacci retracement 0,5, na 36 pa 0,61. Kaj je tale črta tukaj zgoraj? Tle se zna zgoditi, da sem jaz tale trikotnik tukaj malce napačno izrisal. Špic tukaj, kot vidimo, je itak nejasen in jaz sem pri originalnem trikotniku upošteval prvi in tretji vrh, kar se mi je zdelo povsem logično takrat. Ampak poglejte to, če povežemo drugi in tretji vrh, tale trendline potem direktno sovpada s tem vrhom, ki smo ga zdaj naredili. Zdaj, kaj to lahko pomeni? To lahko pomeni, da če je ta trendline, ta prava stranica tega trikotnika, ga potem v bistvu sploh še nismo prebili in smo še vedno v njem. Gramofon je pa bearish vzorec. Samo čas bo povedal, to bo treba še naprej spremljati. Dajmo si ogledati na hitro še tedenski graf. Kot sem omenil v prejšnjem videu, dokler smo nad 21 tedenskim EMA, to je ta modra črta tukaj, sem previdno bullish. Tukaj se ni kaj dosti spremenilo, še vedno smo nad njim, ne smemo pa s telesom svečke prebiti 40.500, ker če ne, smo potem nazaj v bearish scenariju. In za konec še graf števila denarnic z več kot 1000 bitcoini. Tukaj vidimo, da ni nekih sprememb, v glavnem cena tukaj, kot vidimo, nori, tile tipi od spodaj tukaj so pa hladni kot špricer. Oni seveda čakajo na primeren spust, vprašanje zdaj pa je, kje je ta primerna cena za njih. Ali je to 36.000, kot sem omenil prej, ali pa je to pod 28.000, kar pa lahko naš gramofonski vzorec komot povzroči. Vem, kako se počutiš. Vidiš ta rali, ko gledaš svoj priljubljeni kriptokovanec in si misliš, shit, zamudil sem, nič ne pada, moram vložiti, da vsaj kaj dobim. Če bi takrat vložil, bi zdaj imel že toliko. To so občutki, ki te lahko prepričajo, da kupiš v najslabšem momentu. Za uspešno trgovanje se je treba tega znebiti, to smo ponovili že večkrat na tem kanalu. Kajti super formula za izgubljanje denarja je mešanje občutkov in denarja. Vem, da je težko, da ne podležeš temu, še meni je kdaj, ampak druge žal ni. To bo to za danes, upam, da vam je bil video fajn, dajte mu všeček, če vam je bil, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Kako se kaj strinjate z današnjo analizo? Sem morda kaj spregledal, sem bil morda kje kaj preveč pristranski? Napišite mi spodaj pod komentarje in z veseljem podebatiram z vami. Situacijo na kriptotrgu zelo zavzeto spremljam, zato se ne pozabite vpisati na kanal in nastaviti obveščanje, da ne zamudite naslednjega videa. Bodite lepo, pazite nase in se vidimo.